Mislim, meni se zdi festival, teden slovenske drame nekako izjemnega pomena, zaradi tega, ker je neka platforma, ki v bistvu daje pomen besedilom, ki nastajajo, tudi tistim, ki mogoče še niso bila uprizorjena, tista, in na nek način je nek pregled, hkrati pa tudi se mi zdi, da s tem, ko postane tekmovalna, na nek način tudi daje neko pogled na to, kje se nahajamo, in je neka povratna informacija ustvarjalcem. Zdi se mi, kar se mi zdi, da je bilo v preteklih letih, vsaj iz mojega gledišča nekako ful zanimivo, je to, da je mogoče se razširil ta prostor poimenovanja dramskega besedila kot ne nekaj, kar je zgolj nastane v neki dnevni sobi za neko mizico nekega genialnega ustvarjalca, ampak nekaj, kar je lahko posledica tudi nekega procesa in nekih uprizoritev. Žal se mi zdi zelo žalostno, da je ta teden slovenske drame, ki je žal odpadel, tudi bil zadnji, na katerem so lahko za Grumovo besedilo se potegovali tudi ta besedila, ker se je spremenilo statut, kar se mi zdi zelo velik korak nazaj. Se mi zdi, da nazaj vzpostavlja neko konzervativnost, zastarel pogled na nastanek dramskega besedila kot zgolj nekaj, kar nastane nekje v nekem laboratoriju sam zase, namesto da bi to se ponovno razširilo in nekako ugotovili, da je možno, da nastane tudi znotraj procesa nekaj, kar ima neko svoje življenje lahko tudi zgolj kot samo besedilo in kar lahko nadaljuje. Seveda je pomembno, da se na nek način da možnost tudi tistim besedilom, ki mogoče še niso imela prostor za to, da so zaživele na odru, ampak vseeno se mi zdi, da gre za tekmovalen festival, ki bi moral nagrajevati tisto, kar je najboljše, ne pa zgolj tisto, kar še ni bilo uprizorjeno. Se pravi, da je to absolutno pomembno in je to treba podpirati absolutno v vseh pomenih, ampak se mi zdi malo žal, da se pozapira plat za nekaj, kar je po mojem mnenju vseeno neka nova vizija oziroma neka prihodnost gledališča, ki bo verjetno vseeno zasnovano nekoliko bolj snovalno, ali pa vsaj bojo te meje mogoče malo bolj zabrisane. Kaj je zgolj domena besedila, kaj je domena uprizoritve, kaj je naloga dramatika, režiserja, režiserke, dramatičarke, igralca. Pa jaz mislim, da to so tudi predvsem različni projekti, a ne. Midva se mi zdi vsakič znova se nekako zastavlja način dela. In recimo za 7 dni sva si prav želela, da midva že štartava z nekim tekstom. Tudi malo je drugačen tekst, ni bilo potrebno neko tovrstno raziskovanje, ni tovrstni dokumentarizem, da mi z neko temo rastemo, gremo na teren, jo raziskujemo, ampak v bistvu sva si želela že začeti z neko, v bistvu z dovršenim nekim tekstom, ne, ki gre lahko potem samo še na boljše pač v stiku z igralci, kar naju oba zelo zanima, da pač beseda zaživi. Na to se mi zdi, sva oba zelo pozorna, tudi ko nekaj napiševa, potem ko pridejo igralci, da iščeva naprej, da tekst raste, da jim dopustiva, da ga izboljšajo, da ga popravijo, spremenijo, tako. In mislim, da 7 dni je bila do zdaj, se mi zdi, najbolj tekstovno govorim, pač že baziran, pripravljen tekst, kar nam je pa v bistvu tudi dalo veliko prostora za raziskovanje od tam naprej, no. Tako da se mi zdi, ja, pač vsak projekt je drugačen, vsaka beseda pa čaka ta živi stik, ne. To smo tukaj tudi. Mislim, vsekakor se mi zdi, da nekako poskušava zmeraj, če le mogoče si predstavljati že tudi osebo, ki bo v končni fazi stala na odru in govorila te besede, tako da na nek način je bilo pisano z mislijo na to konkretno uprizoritvijo, nisva pa v bistvu sploh razmišljala v nekem kontekstu gledališča in tudi imela sva popolnoma proste roke, v tem smislu ni bilo nobenih pričakovanj. Mislim, da niti malo v bistvu. Mislim, imela smo zasedbo, s katero sva štartala, imela smo neko osnovno idejo, ki sva imela v glavi in potem sva pač nekje iskala tisto, kar želiva povedati, kaj se nam zdi, da bo najbolj izraženo skozi temi
konkretnimi osebami in s to konkretno idejo, ki jo želimo povedati, no, skozi vsak prizor. Jaz mislim, da v tem primeru je to kot en omnibus kratkih zgodb. Jih je 17, lahko jih bi bilo pa tudi, jih je 7, lahko bi jih bilo pa tudi 17. Mislim, da predvsem, kar je tukaj namen, je, da so zgodbe, ki pač govorijo o življenju in kot one same, tudi one skupaj nekaj povedo. Tako da, odkot so te zgodbe, mislim, da je pač to predvsem življenje okrog nas, ne, mislim. Ja, se mi zdi, da skozi nek leitmotiv družine in neke osamljenosti tega trenutka, se mi zdi, da pač raziskujemo, kako čas, v katerem živimo, generira neko neskončno osamljenost na različne načine. Nekje je konkretna osamljenost, nekje je potencial neke osamljenosti, nekje je to zelo vidno zaradi nekih finančnih omejitev, nekje zaradi čist načina dela, nekje pa preprosto zaradi tega, ker se je celo neko življenje nekako nakopičilo neke zamere in ne vem kaj. Ampak predvsem se mi zdi, da naj v večini del, nekako to, kar poskušamo delati, nekako zmeraj zanima to, kako nek sistem, neki širši problemi, neki večji družbeni, tudi politični, socialni problemi, kako vplivajo v bistvu na tisto najbolj intimno, tisto najbolj osebno, ne? Da na nek način, kakorkoli se poskušamo kdaj v našem življenju ne ukvarjati, recimo temu s politiko ali pa s sistemom kot takim, da to vpliva na naše vsakdanje življenje, če to hočemo ali pa ne, direktno v bistvu. Se mi zdi pa, da so te liki pa eni izhajajo iz ljudi, situacij, ki jih poznamo, ki jih živimo, pa tudi iz teh, neki pa tudi so posledice nekih raziskovanj, recimo ta delavec je definitivno posledica teme, ki smo jo pri Hlapcu Jerneju nekako raziskovali. Mislim pa tudi, da je Katarinin možgan en tak skener, ki ves čas skenira in si v bistvu vse zapomne in pol se mi zdi, da se te neke osebe vrnejo čez, ne vem, 5 let, 6 let ali pa ne vem kdaj, kot vzete iz nekega življenja z nekimi detajli. Odtod je v bistvu tudi ideja prišla, ne. Vsak je ujet v svojem dnevu, v svojem življenju in pač v tem ciklu iz dneva v dan, ne. To nam je bila nekako prva. Ja, se mi zdi, da smo nekako vzeli teden dni, ki ima neko svojo dramaturgijo in na nek način se mi zdi ugotovili, da ima podobno dramaturgijo, kot ima življenje samo, no. Od nekega začetka, zagona, ja, nekega upanja do nekje v sredini nekega majhnega zloma, pa potem pa neko to stremenje k tem vikendu, kada ta sobota pride, v katero polagaš ne vem kakšna vsa pričakovanja, kaj vse boš naredil, in pa mogoče nedelja, še posebej neka nedelja zvečer, ki je nek trenutek, ko se sprašaš, okej, kaj točno je to moje življenje, kaj bo, in pol spet v ponedeljek je treba ponovno zagnati, ne. In na nek čuden način je nekaj, kar se ciklično ponavlja iz tedna v teden, pa hkrati se mi zdi, da imamo vse neko upanje ali pa verjetje, da bo pa mogoče naslednji teden boljši, naslednji teden bo pa drugače. In preden sploh udejanjimo to razliko, se spet že ulovimo v neki dramaturgiji tega tedna, ne. Jaz mislim, da vsekakor, da se mi zdi, da smo vsi ujetniki istega sistema, samo da se mogoče razlikujejo, koliko brutalno in v koliki meri to vpliva na nas, ne. Nekje je to mogoče stvar statusa, neke želje, neke ambicije, nekje pa je to stvar preživetja. Oboje verjetno generira neko ujetost, oboje generira neko izčrpavanje, neko iskanje boljše prihodnosti, ne. Ampak ja, na koncu dneva pa se naše usode v bistvu ne razlikujejo toliko veliko, kot mogoče izgleda na prvi pogled. Razen se pravi spet tega, da na koncu dneva seveda je razlika, če si ti lačen, pa če ne moreš preživeti, ampak v tej brutalnosti so razlike. Ampak v nekem notranjem svetu, v tem smislu pa, kako doživljamo neke stres tega trenutka ali pa tega neke ujetosti, nekih pričakovanj, ki jih imajo drugi do nas in ki jih imamo mi sami do sebe, se pa v bistvu na nek hecen način so naše usode dosti podobne, ne. Dosti nekako, ja, dosti se mi zdi, smo ujetniki mogoče iste stvari.
Se mi zdi, da je že ta korona dosta pokazala to isto na en način. Mislim, če bi nam zdaj rekel, da bo to trajalo 2 leti, težko bi, se mi zdi, zdržali vse to. Ne? Tako pa se mi zdi, smo si malo zastavili. Najprej malo po urah, pol po dnevih, pol 1 teden, 2 tedna. Se mi zdi, da tako je tudi v življenju, če si, kar mi smo ujetniki nekega sistema, ki nam pač ne paše, se mi zdi, pač smo njegove žrtve, pač ni v našem ritmu, ne upošteva nas, naših želja, našega. No, tako se mi zdi, da je. Ja, se mi zdi, da to neka tema, ki se mogoče večkrat ponavlja v tem, kar delu. In to je ta neko prelaganje življenja nekam tam v prihodnost. V tem smislu, ker to, kar je zdaj, moram sam še malo potrpeti, pa sam še to stisnem, pa tam nekje pa čaka neki meni, neko življenje. Se mi zdi, da je to nekaj, kar nas v veliki meri definira, pa nam se mi zdi, ja, da smo pravno ujetniki ravno tega občutka, da je to, kar je zdaj začasno in sem nekaj, kar moramo malo stisniti, pa bo pol boljš. Da nas čaka nekaj lepšega tam. Ne? Če bi pa vedel, da čez 5 let, da boš na istem, verjetno malo drugače danes zaštartal. Yes. Ali pa bi mogoče samo to, kar je, drugače živel. Mislim, že tudi to so včasih so konkretni problemi in to včasih so pa to zgolj neki mentalni konstrukti. Pa spet odvisen od projekta. Ne? Recimo ta 7 dni je vse štartal iz forme. Zelo hitro sva nekako se odločila za eno logiko, tudi pisanja, ne? Da bo to 7 dni. In potem je vsak kakšen dan napisal. Ne? Pa si pa to midva malo zamenjava, malo prebereva, pa dava drugemu mogoče kakšen feedback, kakšno idejo, včasih tudi en drug pol malo nadaljuje ali pa tako se mi zdi nekako organsko to, a ne? Ni nekaj, kar bi sledila nekemu planu, no. Se mi zdi, da se nekako to razporedi, pa pač gre to nekako ping-pong. Ja, pri čemer mogoče, da Katarina boljš piše, jaz imam pa mogoče bolj neko konceptualno zasnova, ampak tudi to ne drži čisto zmeraj, ker pa včasih iz konkretnosti pride neka širša zasnova. Tako da težko v bistvu, ne vem. Tako čisto organsko, pa ful različno, no, od projekta do projekta. Vse so stvari, ki so se izključno, ki samo ona napiše, nekaj, kar prav skupaj, nekaj, kar se v finišu zgodi, nek tandem, nekaj, kar je prav zelo jasno, en dan, drug dan, nam tako ful različno. Preprosto je ta realnost trenutno, ki živimo na nek način tako radikalna, da preprosto ne more, da ne bi vplivala že zaradi načina dela, že zaradi vseh ukrepov, ki jih imamo. Zdaj poskušamo znotraj tega pač ohraniti nek umetniško veselje ali pa nek prostor, ampak preprosto se temu ne da ubežati, pa tudi vprašanje, koliko je smiselno bežati od tega, koliko je to treba na nek način obdelati oziroma se s tem na tak ali pa drugačen način soočiti, da bi pa vedel odgovor, kaj to pomeni oziroma kaj s tem trenutkom, ki ga želimo narediti, pa niti slučajno. Ne vem, sigurno pa predstava, odslikava ta čas, ker je delano v tem času, drugače niti ne more, ker ko se ve na nek čuden način korespondira s tem časom noro, mislim in koronskim, pa tudi splošnim nekim trenutkom pred nekim zlomom, pred neko nujno spremembo, pred nekim hkrati upanjem, pa hkrati neko tesnobo. Tako da v tem smislu sigurno. Zdaj sem to hotela reči, da imamo to srečo v nesreči, da ko bereš Kosovelj, mislim, skozi ta očala za trenutne situacije, bi lahko tudi zdaj to opisal, ta tesnoba tega trenutka in da se moraš zateči tudi k nečemu svetlemu, k optimizmu, ta optimizem in tesnoba z roko v roki se mi zdi v tem času tudi malo zdravilna za nas. No?
Pa hkrati ta nekako se mi zdi, da ima Kosovo neko to neskončno vero v človeka, z vsemi težavami, z vsemi problemi. To je nekaj, kar se mi zdi, da moramo nujno ohraniti, ker se mi zdi, da ta čas nas vse izbezumlja na tak ali pa drugačen način in se mi zdi, da zelo hitro izgubimo vero v sočloveka, kar se mi zdi pa, da nas bo ravno ta vera v sočloveka edino, kar nas lahko reši v tem trenutku.